Lanskoletni dobrodelni dogodek je požel velik uspeh, zato kranjski gimnazijci in profesorji nadaljujejo s svojo humanitarno tradicijo tudi v letošnjem letu. Pretekli torkov večer so se na modni pisti v večnamenskem prostoru v gimnaziji zopet sprehodili srednješolski manekeni in manekenke, tokrat skupaj z dijaki centra Iris. Vse skupaj sicer organizirajo dijaki mednarodne mature 3. letnika, vendar je vključena celotna šola. Jaz sem ena od organizatorjev, ki to organiziramo, in sicer zato, ker si pač želimo narediti nekaj dobrega in smo stopili v kontakt s tem centrom Iris za slepo in slabovidno mladino in so bili seveda takoj pripravljeni sodelovati. Tako da pač samo, da nekaj dobrega naredimo. Modno revijo so tudi tokrat poimenovali Druga roka, second hand, na kateri pa tokrat oblačil niso predelali, ampak so predstavili modna oblačila priznanih modnih znamk. Za kar smo izredno hvaležni, ker so to lahko tudi zelo dragi kosi oblačil in ne izpustiš takih kosov kar tako in jih prepustiš mladini, tako da bomo tudi zelo pazili nanje, moram reči. Oblačila so nam podarili trgovina C&A, Pletenine Špenko, Euporium in Modni svet. C&A oblačila obdržimo in jih tudi prodajamo. Ostala pa pač so nam posodila oblačila, zato da res lahko predstavimo neke kvalitetne kolekcije in da je to pač res nek lep, kvaliteten dogodek. Poleg dobrodelne modne revije pa so prispevke zbirali še na božično-novoletnem sejmu, kjer so na stojnicah ponudili domače piškote, ki so jih pekli dijaki cele šole. Z dobrodelno modno revijo in božično-novoletnim sejmom so zbrali dobrih 750 evrov, ki so jih v celoti namenili centru Iris, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. Veseli smo, predvsem zaradi tega, ker so se dijaki gimnazije Kranj spomnili na nas in so pripravljeni deliti dobro z nami. Veliko je takih dejavnosti, ki jih težko uresničujemo brez določenih dodatnih sredstev. Recimo, to so tiste dejavnosti iz programa obšolskih dejavnosti, kot so recimo kulturne dejavnosti, potepanja po svetu, potem smučanje recimo. Predvsem zato, ker slepi potrebujejo pri vseh teh zadevah spremljevalca. To pomeni, da moramo poleg tiste karte za našega dijaka preskrbeti še sredstva za plačilo spremljevalca in tukaj se nam vedno zatakne. Velik poklon tako dijakom kot tudi profesorjem, saj so zopet pokazali svojo srčnost in radodarnost. Naj vas to spremlja tudi v prihodnjem letu.